Teden, ki je pred nami, bo zaznamovalo pestro kulturno dogajanje, kot vsak teden. Preverimo, katere predloge smo vam tokrat pripravili. Jutri, 16. maja, bo v Španskih Borcih ob 20. uri na ogled dobrodelna plesna predstava Življenje je vrednota. Pripravljajo plesna skupina Katja Dance Company, ki jo sestavlja 12 plesalcev. Gre za dobrodelni projekt, s katerim ustvarjalci zbirajo denar za ustanove, ki pomagajo rakavim bolnikom in za posameznike, ki so v stiski in potrebujejo pomoč. Priplesati želijo sporočilo, da življenje prinaša in odnaša. Trosi trenutke, ki bežijo mimo nas in če jih ne ulovimo, spolzijo kot veter. Z nami v studiu je zdaj Katja Vidmar, koreografinja in plesalka. Katja, dobro jutro. Dobro jutro. Na zanimiv način želite prenašati neko dobro sporočilo s plesom, torej s plesno predstavo. Običajno smo navajeni nekih dobrodelnih dogodkov v obliki koncerta, kjer se glasbeniki predstavijo na odru, obiskovalci pri tem uživajo, poplešejo, morda poklepetajo. Vi ste ubrali drugo pot in to ne prvič, ne? Ne. Pred leti sem pripravila predstavo Ženska, s katero smo pomagali varnim hišam. In ker je ples moj hobi in moja največja ljubezen praktično v življenju, sem se odločila, da povabim 11 soplesalcev in soplesalk, ki jih poznam z različnih plesnih zvrsti, in da pripravimo spet plesno predstavo, s katero bi radi pomagali rakavim bolnikom. Torej, izbrali smo ustanovo Mali vitezi, ki pomagajo tistim, ki so raka preboleli in čutijo zdaj posledice zdravljenja. Zato smo se odločili, da pomagamo njim. 12 plesalcev, vključno z vami. Tudi zanimiva zgodba oziroma razplet, kako so plesalci prihajali. Imeli ste nekoga najprej v mislih, pa je ta poznal onega, pa tretji je pripeljal še nekoga. Ja, res. In tako je na simpatična druščina 12 plesalcev. Torej, ali se da iz plesa razbrati pravzaprav to noto, ki jo želite sporočiti navzven? Jaz mislim, da ja, ker je ples taka univerzalna umetnost, katero lahko preko giba, preko projekcije, s pomočjo glasbe predstavimo zgodbo. Govori namreč o zdravnici, ki najprej zdravi in je tista, ki pomaga ljudem, potem pa sama zboli za rakom in se sooča zdaj z istim problemom in je ona tista, ki bo zdaj doživela to zdravljanje. In ker je ples ena taka umetnost, kot katero lahko plesalci izrazimo svoje občutja, svoje strahove, svoje dvome, svoje želje, svoje sanje, se nam je zdelo primerno, da na ta način. Res pa je, da smo se zbrali res z različnih koncev, da sem z nekom plesala že v prejšnji predstavi, recimo z eno od plesalk. Ena je moja nekdanja dijakinja, z nekom učim družabne plese, 3 so prišli iz druge plesne šole, še drugi so se priključili z drugih projektov. Dokazujete, da ples res združuje, ne? Ja, združuje. Različne zvrsti, različne starosti, različne plesalce. Ja. Si predstavljam, da z velikim veseljem in tudi hvaležnostjo tisti, ki jim je ta pomoč namenjena, sprejmejo to povabilo, to gesto. Ja, predsednica ustanove Mali vitezi, dr. Lorna Zadravec-Zaletel, je tista, ki nam pomaga. Poleg tega je častna pokroviteljica projekta tudi gospa Vlasta Nisdorfer, varuhinja človekovih pravic. In Mali vitezi so tisti, s katerimi smo se srečali v Zrečah, ko so imeli svoj tabor, kjer smo izvedli brezplačno delavnico, in vidi se, kako veseli so bili, da smo prišli tja, da smo z njimi plesali, da so v bistvu se malo sprostili in mogoče začutili, da niso sami. Katja, hvala lepa za kratek jutranji pogovor. Jutri držimo pesti, Hvala lepa. Da bo šlo vse po planu na odru. Hvala lepa. Prosim. Mi pa seveda nadaljujemo s